Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljamo vse vas širom sveta. Z nama je zelo posebna, draga prijateljica, ki že dolgo let dela z Zvezdnimi vrati, Siri Barker. Siri je res ljuba prijateljica. Z Zvezdnimi vrati dela skorajda že od samega začetka in pred nekaj trenutki sem rekel, da sem pred kratkim videl njeno fotografijo v Koloradu. Pomagala mi je pravzaprav narediti ta velika zvezdna vrata. Siri, pozdravljena, krasno je spet biti s teboj. Hvala, Jules, hvala, Pragit in hvala vsem. Davno je že tega. Ja, pred nekaj življenji, mar ne? V 90-ih letih pravzaprav. Že res davno je tega. Verjetno bi rekel, da na začetku 90-ih let, takrat enkrat. No, Siri je res izjemna. Za seboj ima izjemno popotovanje, kot to velja za večino od nas. In povej nam malo svojo zgodbo, kdo si, kaj se ti dogaja, kako si povezana z Zvezdnimi vrati. Pravzaprav, kdo si? In katere so te čudovite energije, ki jih deliš s svetom že toliko časa? Hvala, Pragit in Jules. Samo rekli smo lep pozdrav vsem, da bi se povezali in pozdravili vse udeležence, in vsi trije smo se z navdušenjem povezali z elementom vode. In če kdo čuti nekaj takega v tem trenutku, se povezujete z duhovi voda, ki smo jih zelo močno zdaj, smo se z njimi povezali močno. Moje ime je Makosi Siri, sem inicirana Sangoma iz Južne Afrike. Zdaj pa moja zgodba. Začetek Zvezdnih vrat sega v 90. leta, davno nazaj. Takrat sem se učila o energiji, o zdravljenju. In ko sem študirala, sem prišla iz učilnice in zagledala na steni fotografijo Zvezdnih vrat. In oblile so me solze. V tisti stavbi sem si mislila, jutri pa grem na Zvezdna vrata. A res, te zgodbe pa nisem še slišal, to je res kul. Ja, bilo je zelo, zelo posebno. Kaj ti? Imeli smo dvodnevno delavnico in takrat sem se prvič srečala z Alkazarjem. In cel teden me je zbadal. No, ne morem reči, da me je zbadal, ampak prijazno me je povzdignil na lep način. Vedel je, da mi je izredno nerodno in da sem zelo sramežljiva. Na nek način pa je vedel, da bom tudi jaz delala s skupinami z Zvezdnimi vrati in tega ne bi zmogla, če me je strah ljudi. Pragit, se spomniš tega? Ne vem točno, kaj misliš. Bilo nas je 30-40 takrat v skupini in vsakokrat, ko sem se usedla, je Alkazar rekel skozi tebe, da me morajo vsi pogledati. Takrat mi je bilo ime Denis in ves čas je bilo navodilo, poglejte Denis. In jaz sem zardevala in rekel je, kar glejte jo, dokler ne bo nehala zardevati, zato da se bo na to navadila. In bilo me je res groza, ampak oboževala sem Alkazarja, res mi je všeč, pravim mu on, ampak všeč mi je ta energija, ki jo skanaliziramo. Alkazar me je res odprl v to stanje, da mi je okej delati s skupinami, ker sem zelo plaha. Zato upam, da se boste malo strpeli z menoj, ampak Alkazarja sem torej spoznala v Londonu s Pragitom, potem pa
smo bili majhna skupina, ki se je zbrala okrog Pregita, potovali smo z njimi in delali delavnice. Zelo dobro smo se seznanili z delom Zvezdnimi vrati. Po Evropi smo delali, mar ne takrat? Ja, drži. In vse skupaj je res usmerjal sam duh. Kaj ti, recimo, nekdo je rekel, a bi prišli v tole majhno vas, nekje v Evropi, pa je rekel Pregit, ja, prihajamo. In potem pridemo tja, pa je bilo tam kar 30 ljudi. Nihče ni nič oglaševal, nobenih tiskanih oglasov nismo imeli. Ljudi so Zvezdna vrata preprosto potegnila sama po sebi in bilo je izjemno biti del te zgodbe. Potem pa sem v sebi postala dovolj močna, da sem lahko začela sama voditi delavnice. In takrat sem z nekom drugim potovala z Zvezdnimi vrati okrog Evrope, Pregit pa je šel drugam. Kadarkoli pa smo se spet povezali, sem imela občutek, da sem nazaj z očetom Zvezdnih vrat, ko sem spet delala s Pregitom, seveda. In vem, da sem se velikokrat preko Pregita in Alkazarja povezala z vedenjem, da sem tudi veliko prejšnjih življenj preživela v družbi Alkazarja. In čutim globoko hvaležnost, da sem lahko tukaj v tem času in delam z Zvezdnimi vrati. Delo z Zvezdnimi vrati torej predstavlja ogromen del mojega življenja. Še nekaj me je zdaj prešinilo. Ko sem bila še mlajša, sem bila grozno sama na tem svetu. Arkturijanci pa so takrat prihajali v mojo sobo in bili od meni. In komaj čakam, da srečam Vivienne in se ji zahvalim za njene ljudi, ker so mi rešili življenje. Bila sem čudaška, drugačna v tem svetu in ti ljudje z Arkturiusa so prihajali k meni. Vivienne, ko se bova v živo videli, ti bom res lahko rekla in velik hvala, ker so mi tvoji ljudje rešili življenje. Po delu z Zvezdnimi vrati sem šla nazaj v Južno Afriko in čutila v sebi klic, naj postanem sangoma, pa tega pravzaprav takrat nisem poznala. Gre za domorodno zdravilno energijo. To so zdravilci. Če želiš postati sangoma, moraš pustiti vse. Morala sem pustiti celo življenje, vključno z Zvezdnimi vrati, pa pustiti sem morala Alkazarja in vse drugo. To mi je bilo zelo težko, kajti oblikovalo se je zelo močno razmerje in stik. Na čelo sangome vodi duh. Duh te pokliče. To ni nekaj, kar bi se sam odločil, da boš. In svet prednikov te izbere, da vstopiš v to vlogo in služiš človeštvu. Moraš sanjati svoje učitelje, oni sanjajo tebe in potem se najdete. In popeljajo te ven iz družbe toliko časa, kot je potrebno, da se naučiš povezati z duhom. In to lahko traja 1 leto ali 10 let, kolikor je treba. Po 1 letu zakonske zveze z mojim preljubim možem sem preprosto odšla, rekla sem mu, ne vem, kdaj se vrnem. Za Angleža, ki je živel z mano v Afriki, pa v Afriki ni imel nobenega pojma, da je moral reči nasvidenje ženi, ki je odšla z učitelji, ki jih niti poznal ni. To so bili starešine, ki jih ni poznal, to je bilo res nekaj. Ko praviš, da si bila poklicana, kakšna je bila ta tvoja izkušnja? Kako se ti je to zgodilo? Ko sem bila v Londonu, sem morala pustiti za seboj duhovno delo. Začela sem nositi vodo in rezbariti oziroma sekati drva. Tudi pri delu z Zvezdnimi vrati pravimo, da gre za to, da dosežemo višje energije. Tukaj pa sem morala priti na zemljo. Bila sem v Londonu in Pregit, potem je vse izginilo. Izgubila sem službo, dom, partnerja. Zbolela sem za rakom. Izgubila sem otroke. In
izgubila torej kar zmešalo se mi je. In to je tisto, ko rečejo, da ne poslušaš tega glasu, duh zagotovi, da spoznaš, da se nekaj dogaja. In veliko oglasov v Angliji se snema v Južni Afriki. In gledala sem televizijo in na televiziji je bil recimo oglas in takrat sem jokala, pa ni šlo zame, ki bi želela obiskati mamo in očeta, ampak to je bil moj duh, ki mi je govoril, da moram iti domov. Ko sem spoznala mojega moža Paula, sva po nekaj tednih vedela, da bova skupaj in rekla sem mu, včasih mi je kar nerodno, da sem mu to rekla. A moje besede so bile, moram v Afriko, ne vem zakaj. Ampak če ne moreš z menoj, bom šla pač sama. Stara sem bila 40 let, nikoli prej poročena, spoznala pa sem moškega svojega življenja in to je res noro, da ženska naredi kaj takega. To je res noro, da rečeš, grem, ampak vlekel me je duh v Afriko. In ko sva tja prispela, sva spoznala Sangomo, ki je pokazala svoj uvid. Rekla je Paulu, tvoja žena je zelo bolna, mora priti k meni. Teden kasneje sem šla k njej, rekla je, zelo si bolna, moraš se usposobiti za Sangomo. Jaz pa sem rekla, jaz sem eterična, Paul je šamanski, jaz delam z zvezdnimi vrati. To nisem jaz, ampak je on. Ona pa je vztrajala, ne, ti si tista, ne on. Ti boš obiskala druge Sangome, ki ti bodo rekli isto in to se je res potrdilo. Vsi so mi rekli, ti se boš izučila. In tako sem se povezala preko sveta sanj z učitelji, zapustila moža in 3 leta sem bila stran od njega, skozi to obdobje pač. In se povezovala z duhovi zemlje, jam, zelo starimi ljudmi. Povezala sem se z duhovi, ki nas povezujejo, s tistimi zvezd. To je tradicija, ki je povezana z zvezdami. Tam mi je bilo domače. Pravzaprav sem svoje usposabljanje naredila v Drakensburgu, kar pomeni gora zmajev in tam so zmaji. In v tem prostoru sem zaznala otipljivo povezavo s temi zvezdnimi bitji in svetom zmajev. Enkrat sem pogledala na goro in to ogromno oko zmaja se je odprlo in me pogledalo. In to me je res osupnilo, kajti tukaj še nikoli nisem naletela na zmaja, v drugih svetovih pa. Učila sem se tudi z duhovi voda, globoko smo se povezovali z bitji oceanov, v zemlji, v vseh vodah. In duh voda je ogromen. Sploh nimam besed v tem trenutku, ampak res gre za nekaj, kar je vredno spoštovanja. Vem, da ko bomo na otoku Kos, se bomo z duhovi voda lahko zelo povezali. Ja, večinoma je planet voda in tudi mi smo voda. Voda je naš DNK, naš DNK obdaja voda. Jules to bolje razloži kot jaz. Ona obvlada znanost. Mislim, da se temu reče kiralna superstruktura, kajti voda je kot geometrija okrog DNK-ja. In to nam omogoča, da se DNK lahko poveže s kvantnim poljem. Ja, in ko slišiš, da Jules to pove, res začutite, kaj govori. Ker se lahko povežemo s kvantnim poljem na ta način.
preko vode. Na otoku Kos bomo res delali s kozmičnimi vodami in zemeljskimi vodami. In resnično bomo držali ta prostor vsi skupaj. To je zanimivo, kajti Jules je ravnokar rekla, da je voda kristalizirana okrog DNK. Ves čas govorimo o premiku v novo, višjo realnost, kristalinsko realnost. Včeraj je tudi pri Vivienne prišlo do tega. Tisti, ki ste že poslušali Vivienne, veste, da je tudi ona delala z vodami v Južni Afriki. In ko sem to omenil v Siriji, se je navdušila, da bosta obe na otoku Kos. In na Kosu bomo torej pokazali to navdušenje in povezavo med različnimi predavatelji in to bo res izjemno. Tukaj je eno vprašanje. Ali Poseidon ali Neptun imata povezavo s duhovi voda? Ja, in povezali se bomo s tem. Rekla sem že Jules, preden smo začeli, da ko stopimo skupaj v ta prostor kot velika skupina, smo res ponižni. Do tega, v kar stopamo, prosili bomo dovoljenje, da lahko delamo ob teh ogromnih energijah, ki so prisotne. Ne morem reči, kako se bo to zgodilo za nas, ampak zagotovo vstopamo v prostor, kjer je res ogromno teh velikih bitij. In že prej smo se pogovarjali o tem, da ko se povežemo kot skupina, ko pridemo skupaj, lahko delamo z duhovi vode in z elementom vode in okrepimo vse tisto in pošljemo navzven vse tisto, kar je razlog, zakaj bomo skupaj. Ko sta prvič omenila, da bomo skupaj na otoku Kos, se mi je zdelo, da gre za skupnost. In če bomo vsi skupaj z vodnim občutkom hvaležnosti, nekdo mi je dal prispevek za to, da lahko letim na Kos, za to, da lahko bivam na Kosu. Nekdo mi je finančno pomagal, potem lahko vstopimo v globoko hvaležnost v tem okolju, kjer lahko ne le uživamo v vseh, ki bodo na odru, ampak lahko vsak od nas prinese v prostor svojo energijo in bomo lahko skupaj v tem, da damo ljubezen čisto vsakomur v prostoru. In tako kot človeštvo lahko rečemo, dajmo si ljubezen. Poglejmo pesem, ki jo pojem jaz, ki jo poje Jules, ki jo poje Pragit. Vsi ustvarjamo ta velik orkester, ki je res nekaj izjemnega, mar ne, Jules? To je čudovito, ko govoriš o pesmi, ki jo pojemo. V sanskrtu je Pragitovo ime pesem blaženosti. In v tem kontekstu, ko bomo vsi skupaj, zaznavam to blaženost. In Pragit lahko resnično stoji pred nami in stoji v energiji svojega imena. V tej energiji mojstra. Res je. V Grčiji smo že imeli nekaj delavnic, tik ob svetišču Poseidona. Tako je, v Atenah in še drugje. Povezali se bomo. Tokrat še bolj. Ko govorimo o Pragitu zdaj, o njegovem imenu, njegovem učitelju, se je energija zamenjala, spremenila ob vsem tem, kar lahko prinesemo v ta svet. Preden smo začeli
sem dobila sporočilo, da bomo delali ne le z zvezdnimi vrati na planetu, ampak tudi s tistimi izven planeta. Mislim, da bo tudi o tem govoril Alcazar, morda na kosu ali pa že prej. To bo priložnost, da se povežemo, da povežemo kozmične in zemeljske vode in delamo z zvezdnimi vrati, ki jih morda, za katere morda sploh ne vemo, da obstajajo v drugih prostorih. Bi kaj povedala o kozmičnih vodah? Kajti mislim, da je to lahko zelo novo za veliko ljudi. Zagotovo je bilo zame to nekaj novega. Jaz, lahko. Pred 2 letoma smo imeli meditacijo z zvezdnimi vrati Stargate in vodniki so skozi mene prinesli to kozmično vodo. Pa ne gre za to, da bi se trudila karkoli narediti. Oni rečejo samo sprejmi. Kako že rečejo? Ne gre za odstiranje spomina. Vode so naš izvor. Pa ne razmišljajmo iz uma, ampak preprosto sprejmemo to, da so vode naš izvor. Kozmične vode v mnogih starodavnih tradicijah in kulturah predstavljajo različne, a vendarle podobne zgodbe v našem kozmosu, ki se ustvarja preko božjih kozmičnih voda. In to je rojstvo vsega lepljivega, potem pa pridemo v ta svet in ustvarimo naš svet. V tej vodi je toliko vsega. In če pomislimo na rojstvo otrok, in oni so v tem lepljivem prostoru, ko smo v maternici, smo v tem prostoru, v katerega vstopimo, odkudar smo prišli v interakciji s tem drugim prostorom. Torej se 2 prostora porajata obenem. Še malo globlje bom na kosu črpala iz teh zgodb, ampak vsi starešine, vseh mojih tradicijah govorijo isto zgodbo. Skoraj da tako je, kot da moraš vedeti, odkot si. Prihajaš iz teh božjih voda, ki so ustvarile vaš kozmos in vašo zemljo. In to je del našega hrepenenja v ta prostor. Želimo ne le na planete, ki so nam domači, ampak je to hrepenenje po tem božanskem prostoru vode. V meditacijah zdaj vedno pokličemo to vodo in veliko bomo delali z vodo, ko bomo na otoku Kos. To je nekaj izvornih energij stvarjenja, ki govorijo o stvarjenju fizične realnosti. Ja, in ko pridemo na razpotje, ko pridemo do roba, bi lahko temu rekli, se zdaj povezujemo s temi vodami, s katerimi lahko ustvarjamo to novo realnost, to novo kreativnost. Res lahko ustvarjamo. In ko sama delam moje delo z vodami, nisem jaz tista, ki bi kaj delala, delam z duhom vode. In po iniciaciji ta duh vode v meni ne izgine, nikamor ne gre, ampak je v meni. Duh vode torej dela vse. In ko popijemo kozarec vode, in če pogledamo ta kozarec vode, lahko vidimo vse. Ta kozarec vode vsebuje vse informacije o tem človeku. Lahko se energijsko povežemo in prosimo vodo, podpri nas v tem trenutku. In ko jo popijemo, nas voda lahko podpre. Ljudje so se že pozdravili, ko so se uspeli povezati z vodo. Tudi kopanje, umivanje je del mojega dela. Pred nekaj dnevi sem delala z nekom,
ki je šel skozi neko čiščenje z vodo, zelo se je upiral temu, da bi ga očistila reka, in vse, čemur se je upiral, se je spremenilo, ko si je dopustil to kopel z vodnimi duhovi. In po tej izkušnji rekel, sem kot dojenček, popolnoma prerojen. Vse tisto, česar sem se neskončno oklepal, zdaj ni več pomembno. In vse se je spremenilo. Sposobnosti imamo, da resnično na kosu usmerimo svojo pozornost v to, kar želimo. Se je to zgodilo na tvoji delavnici v Avstriji? Ja. Čudovito. Prav upiral se je in to mi je povedal. Ko smo šli proti reki, je rekel, čutim, kot da sem kot suženj, nočem zdaj v to izkušnjo, raje bi se oklepal vsega, kar imam v življenju. In potem se je soočil z vso svojo trdoto v sebi. In vode so potem vse to odplaknile. Pa odplaknimo žalost našega planeta, ko bomo skupaj. Ljudje žalujejo glede zemlje, glede drugega, glede občutkov, kam gre ta svet. Povzdignimo se skupaj na kosu. Poglejmo drugega z nasmehom. In tako lahko počastimo drugega in vode in velika bitja, ki bodo tam z nami. Nekdo piše, da je to doba vodnarja. Ja, res, hvala za to. Pa še nekaj glede naših prednikov. Ko sedimo v našem telesu, je v nas del prednikov. Videli bomo, kaj se bo dogajalo, ko bomo skupaj na kosu, tudi v zvezi s tem. Opravičujem se, če govorim morda sem in tja nepovezano, ampak govorijo tudi tukaj prisotni moji predniki. Ja, hotel sem te vprašati, kaj pravzaprav govoriš, ko so napolno pomeni hvala velikim duhovom. Sem pa tja rečem to besedo, hvala duhovi. Kaj ti govorimo o zelo velikih bitjih vode, ki bodo z nami v Grčiji. In zato vas bom tam lahko še posebej toplo pozdravila, kajti te energije so izredno močne. Ja, kos bo izjemen pristanek teh različnih podpornih energij. Vse bolj in bolj se krepi ta radost, veselje, pričakovanje. Skoraj da tako je, kot da bi bilo kvantno polje nabito z duhom. Z vsem tem genijem, skupnostjo, hvaležnostjo. Vse to, kar odpada stran in se osvabajamo. Toliko je dimenzijskih realnosti, ki so se začele razkrivati. In zato potrebujemo oči, ki vidijo, in pripravljenost, da bomo dopustili tem drugim dimenzijam, da začnejo prihajati v našo realnost. In mislim, da je to krasno, kajti Siri je ravno kar zaključila svojo delavnico v Avstriji in nekdo je naredil nekaj posnetkov vodnih duhov. In samo poglejte tole. In poglejte, če lahko samo dopustite, namesto da samo fizično pogledate vodo in skale. Poglejte, če vam uspe zaznati duha, biti, ki komunicira, ki se ponuja zato, da ga prepoznamo. In bolj kot se temu lahko odpremo, kot priložnost vzamemo to, namesto da si rečemo, to si domišljam. Bolj kot si dovolite izkušnjo spoja
z drugimi dimenzionalnimi realnostmi, bolj se bo to lahko zgodilo za nas. In hvala ti za te čudovite fotografije. Vem, da jih imaš še več. In verjetno jih boš prinesla na kos. Ja, bom. Želela pa sem omeniti tudi, Pragit, ko si govoril o teh različnih dimenzionalnih prostorih. Se spet vračam k mojemu usposabljanju. Na mojem prvem usposabljanju v nekaj tednih je moj brat v usposabljanju sanjal o tem, da sva mi dva pod vodo. V Afriki se določene sangome usposabljajo tudi pod vodo in moji učitelji in starešine so morali iti k mojemu možu in mu reči, da če bom šla v ocean in se utopila, to še ne pomeni, da sem mrtva, ampak da se bom vrnila. Mož pa je bil kot Anglež v Afriki le nekaj časa in seveda je težko razumel, pa tudi moja mama in oče sta težko razumela. Ampak spoznala sem nekaj sangom, ki so se usposabljali v vodi. Greš v vodo, voda pa te vzame. Vzame te v drugo dimenzijo in tam sledi trening. In prideš ven, oblečen si, ves nakit imaš, vse ti je dano pod vodo v tem dimenzijskem prostoru. In potem prideš iz vode kot inicirana sangoma. No, ampak na srečo se to ni zgodilo, ampak do danes sangome ne gredo več globoko v vodo, kajti če čutijo, da želijo dodatno usposabljanje, bi me morda lahko popeljali tja in morda bi bila lahko tam nekaj časa, ampak ljudje to zelo težko razumejo. Ampak tako dobimo predstavo o teh drugih dimenzijah in prostorih, s katerimi se lahko povežemo v vodah. In zato gre za to, da moramo biti spoštljivi do voda, kajti dejansko ne vemo, kaj se tam dogaja. In to je bil pomenljiv čas zame. In še zdaj pravim, da sem bila zelo previdna. Tudi ob teh fotografijah, ki ste jih videli, nisem šla pregloboko, kajti duhovi so navdušeni nad tem in te vabijo vse globlje in globlje. Ampak jaz sem si rekla, hvala lepa, zame je tole dovolj. Ampak je to zanimiv del dela. And just to mention that when Siri joins us for workshops, she always does the opening ceremony. Kadar je Siri z nami na delavnicah, naredi začetek in zaključek v obredu. In energijsko je to vedno čudovito in ganljivo. In vsakič uporabimo vodo in resnično od začetka delavnice pogledamo, kaj se dogaja v vodah, potem pa se to spet vrne vodi, tako da ta energija, ki jo ustvarimo na delavnici, se povrne v vode in pošlje v naš svet preko vode. In to je res čudovito. Če kdo še vedno dvomi, ali naj se nam pridruži ali ne, začutite to energijo vode. Jaz sem navdušena. Bili smo pred leti v Sloveniji, tam je bilo približno 500 ljudi in tokrat nas bo več kot 1000 in sploh si ne morem predstavljati, kako bo, kajti že nazadnje je bilo izjemno. Nekaj posebnega. Zdaj pa imamo priložnost, da se vsi povežemo in se družimo kot človeška bitja z arktorijanci in drugimi. Vsi bomo skupaj in res lahko ustvarjamo. Oglasite se in začutite, če se sprašujete, ali bi šli v Grčijo ali ne, dopustite, da vas objamejo vode okrog otoka Kos in da vas objamijo drugi Stargatovci. Naj vas objame ljubezen, ki nam je skupna v tej naši skupnosti, ki smo jo ustvarili skupaj.
povežimo se in se povzdignimo. It's an indescribable experience being with so many Te like-minded izkušnje se ne da opisati, ko si v družbi toliko enako mislečih ljudi. Ampak največji dar pa ni tako zelo utipljiv. To, kar se zgodi znotraj tebe in ta občutek, ki je tako zelo globok, da nisi sam, imam podporo, so ljudje, ki me razumejo in vibriramo skupaj. In kot si rekla, se bomo dobesedno dvignili drug drugega. Alcazar je rekel, da bomo dvignili človeštvo, kaj ti, dovolj nas bo. In to je tako zelo pomemben aspekt dogajanja in zato Alcazar ves čas poudarja pomen skupnosti. Pravi, pridite, če vam le uspe, bodite fizično z nami, če pa ne, morate biti fizično tam iz kakršnega koli že razloga, pa bodite z nami preko prenosa v živo, vnesite svojo energijo, bodite z nami. Imejte namero, da bo vaša energija tudi tam. Nekdo sprašuje, če bo prevod v španščino. Ja, imeli bomo prevod glavnega dogodka in gostov v 8 jezikov. Španščina bo prav tako vključena. Želela sem omeniti, da ljudje včasih dobijo občutek, da gre za en sam nasmeh, ti pa si morda malo godrnjav ali pa nisi v najboljšem stanju, kar pomeni, da nisi dobrodošel. Ampak je to čisto okej. Če se ne počutite najboljše, pa želite se zjokati pred 1000 ljudmi, pa vsi lahko zjočamo se skupaj. Ne gre za to, da moramo biti ves čas na nekih visokih frekvencah, kajti utelešamo ogromno vsega in čistimo ogromno vsega. Če so v vas solze ali bremena, podprimo drug drugega in bodimo resnični. Če jočeš, jočeš. Če poješ, poješ. Če se smejiš, se smejiš. Ja, prenesite svoje nepotrebne stvari in jih spustite. Včasih lahko vse skupaj eksplodira kot konfet. In če ves čas vse samo potlačite in se pretvarjate, da ste srečni, lahko to spustite. Vsi nekaj tlačimo iz življenja v življenje in ni ga lepšega, da si z ljudmi, ki ti bodo dopustili, da si tak, kot si in to, kar si. To je najbolj zdravilno bilo tudi zame glede zvezdnih vrat, kajti Pragit je od nekdaj zelo jasen svojo podporo vseh globokih procesov, skozi katere gremo. In to je bilo vedno tudi zame povabilo, da sem avtentična in se lahko zjočam pred 100 ljudmi. Pred 1000 še nisem zajokala, ampak res je zdravilno, ko spoznaš, da si kot človeštvo vsi delimo tako naravnanost. Nekdo piše, Guru Nanak, eden od 10 sikovskih gurujev, je šel v reko Ganges, izginil za 3 dni, potem pa se je pojavil z Guru Granth Sahibom. To je sveti dokument Sikov, sveti zapis Sikov, ki ga je prinesel iz vode. Kar spreletelo me je ob tem. Hvala, Šanka, za ta zapis. Človeštvo je tako zelo potlačeno in bilo toliko časa brez povezave, da ko slišiš takole zgodbo, bi v preteklosti rekel, ja, okej, še ena od verskih zgodb. Ampak sedaj sem se začel zavedati, da vse to prinaša globoko realnost, ki jo dojamemo le onkraj uma, kajti naš um postane tako omejen, ujet v programih, ki so nam jih naprtile različne oblike družbenega življenja.
Hvala še enkrat, Ašanka. Voda so tudi naše solze. In tudi zemlja je zdaj v spremembi. Potem pa še solze radosti. Ko se nasmejimo, potem kakšno od tvojih bitij, ki prihajajo skozi tebe, prepričana sem, da bo prišla harmonija. Če kdo ni bil na svetovnem srečanju v Sloveniji z nami, moram povedati, kaj se je zgodilo. V Portorožu se je kar naenkrat skozi Pragita oglasilo bitje z imenom Simfonija. Kar jokali smo od solz, tako smešno je bilo, tako perfektno je bilo. In kakšne pol ure, in ko smo že mislili, da je vsega konec, je še vedno kanaliziral harmonijo, bilo je izjemno. In včasih se tudi skozi ta smeh lahko sprošča napetost. In če bo tako vzdušje, Simfonija, prosim, da si z nami skozi Pragita. Ja, Simfonija je morska deklica, bitje vode, za tiste, ki je ne poznate. In tudi zame, ko sem jo kanaliziral, je bil to velik izziv, da sem spustil to energijo skozi sebe pred maso ljudi. Simfonija je bila neskončno smešna, premikala je moje telo na tako hecen način. Še vedno se spomnim, ko je povedala vic. Povedala je, da ko nas gleda, kako mi plavamo v vodi, pa je rekla, vi plavate takole, vaše noge pa mahajo takole, vi pa nikamor ne pridete in se nič ne premaknete. To je bilo tako zelo smešno. Že čutim njenega duha, da je z nami. Ja, morda se bo oglasila. Nekdo sprašuje, ali bo grški dogodek po grškem času. Ja, seveda. In vse informacije so na naši spletni strani. Lahko greste na stargateexperienceacademy.com in najdete tam stran, kjer se prijavite. Sole bo že tole zdaj objavila. Okay, so it's like I'm almost exhausted with Skoraj da sem že kar popolnoma izčrpan, ker je toliko energije, ki se zdaj dogaja. Ne vem, ali so vsi utrujeni že, ampak ali vsi čutite to energijo, ki jo mi čutimo. Veliko se dogaja. In to me navdušuje in srce trepeta. Upam, da tudi vsi vi to čutite, ki zdaj to poslušate, da čutite to navdušenje ob vodi. In veselimo se, da se bomo povezali kot Stargate družina preko dogodka na Kosu. In zdaj se odpiram za to, kako lahko delamo z vodami. Toliko elementov bo prisotnih. Potem pa še pot v Egipt še pred Kosom. Ta energija bo prišla iz Egipta na Kos in to je ravno prav. Kajti to energijo bosta prinesla na Kos. In vsi bomo izkusili to energijo. V klepetalnici ljudje pravijo, da čutijo to energijo. Nekdo piše, wow, čutim močno energijo, ki me navdušuje. Ja, wow, hvala, prinesite mi še več. Če imate kakršnokoli vprašanje, ki bi ga želeli zastaviti Siri, Tracy pravi lepo zdrav, namaste iz Južne Afrike. Namaste. Nekdo pa pravi simfonija. V Južni Afriki sama tega nisem videla, ampak druge sangome pa. Namreč žive, prave morske deklice. Imamo kar nekaj bitij, za katera mislimo, da so le v drugih dimenzijah, ampak ljudi jih vidijo tudi v tej dimenziji. Ja, seveda, tudi mornarji so o njih govorili sicer res da na drugačen način.
Beseda, ki so jo uporabili, je, da so sirene. Ja, in ti si rekla, da te odpeljajo, to pravijo zgodbe. To so čudovita bitja v vodi. In povabila nas bodo, da skočimo v morje in smo z njimi. Bog ve, kaj se utegne zgoditi. In kaj se dogaja. Nekdo piše, več življenj sem bila morska deklica. Samo odpreti se moramo in spustiti vse omejitve, ki ustvarjajo obsojanje izkušenj ljudi in uvidov ljudi. Tudi to se povezuje z 12 aspekti našega višjega jaza, naše duše, ko doživljamo druge dimenzije kot morska deklica. Mišel je to rekla. Hvala, Mišel. Pravi francoska beseda za morsko deklico je sirena, siren. Krasno. Potem pa še vprašanje, ki ga piše Els iz Belgije. Els sprašuje, kakšna je povezava med kozmičnim Nilom in Egiptom in kozmičnimi vodami. To bomo še ugotovili, kaj ti. Ko boste tam z Vivienne, boste delala na tem. Els, rekla bi, da bomo lahko povedali več po tem potovanju v Egipt, pa potem na Kos. Nekdo pravi, želim si, da bi lahko šla z mano na Florido. No, ampak to se nanaša na enega drugega udeleženca. Ljudje pač klepetajo drug z drugim tudi preko naše klepetalnice. Prakash pošilja pozdrav iz Indije. Čudovito, z nami so ljudje širom sveta. Morgin pravi, kar naprej jokam in se pogovarjam z vodo, kot si rekla, jočem vse bolj in bolj, potem, ko sem popila zdaj vodo. To je čudovito, to pomeni, da si dopustila zdaj, da se stvari spuščajo iz tebe. Elis pravi, hura! Grem nazaj domov. No, zgleda, da smo res zabavna druščina in na Kosu se bomo zabavali, še pa še. Nekdo drug pravi, ja, pridite vsi na Florido. No, evo, Siri, povabilo imaš na Florido. Nekdo bi ti moral organizirati delavnico tam. Hotel sem reči, lahko gremo zdaj v meditacijo, ampak že kar pulziramo v energiji. In meditacija je na nek način prisotnost v danem trenutku. Mar ni to krasno? Kaj ti? Energija nas kliče, ja, smo že vstopili vanjo. Morgin sprašuje, ali bo imela tudi meditacijo. Nekaj ljudi sprašuje, kako bi se še bolj globoko povezali z oceanom, s kozarcem vode. Preprosto takole primete svoj kozarec vode in dopustite si svojo namero, kot pravi Morgin. Ker se ni počutila najbolje, se lahko povežete z vodo, svojo namero. Lahko položite tudi dlan nad kozarec ali pa okrog kozarca in vizualizirajte si to, kar si želite. Če čutite žalost, pa držite v sebi te solze in si želite, da bi vendarle pretekle solze, lahko prosite vse solze, ki so v vas in čakajo, da pridejo na dan, prosite jih. In date namero, da bo vaše srce pomirjeno ob vseh težavah v življenju. To bomo naredili skupaj na otoku Kos. Potem lahko popijete to vodo, ampak potem ta pride iz prostora globoke iskrenosti in povezave. Res sem srečna,
da imam to povezavo kot inicirana oseba, ampak vsak človek se lahko poveže z vodami, ki, če bi lahko rekla, poslušajo to, kar govorimo. Vsakič, ko govorimo sami s seboj, naše notranje vode slišijo ta pogovor. Ko kuhamo večerjo in uporabljamo vodo, pa smo slabe volje, pa ustvarjamo slabo večerjo, ko dodajamo to energijo preko vode v jed. In potem to použijemo. In s tem se vračamo v to, da smo prisotni z vsem, kar delamo, da smo prisotni s svojimi čustvi. In če imamo v sebi nekaj, kar je ujeto, pa se želimo tega razrešiti, potem se bomo povezovali z zvezdnimi vrati in lahko tudi prosite za to preko vode, pa brez pričakovanj, kot vedno rečemo. Ne mislite, zdaj bom tole spila, pa bom se zjokala. Samo prosite, naj mi uspe dovoliti, da pridejo solze. In ta gospod, ki je prišel z menoj k reki ta teden, leta in leta ni jokal. In bil je v reki. In naslednji trenutek sploh ni mogel nehati jokati. In voda ga je izpirala in izpirala. In duh vode dela nekaj, česar sploh ne morem z umom opisati. Kaj ti to se dogaja v duhovnem kontekstu, vse ga je izpralo in umilo. In po dogodku v kosu, odvisno od tega, kaj se bo tam dogajalo, lahko naredimo tudi kaj še z vodo. Samo dajmo to namero. In sledili bomo dogajanju. Kajra pravi, ali to lahko naredimo z vodo iz pipe? Ja, lahko zamenjate frekvenco vode. Lahko pogosto imate res krasno, čudovito vodo, ampak vsakič, preden popijete ali pa preden zalijete rože, če imate rastlino, ki se ne počuti najbolje, delajte z vodo in je pošljite čudovito energijo zvezdnih vrat in potem zalijte rožico in spet vse prihaja iz vaše namere, iz srca. To je globina povezovanja z vodami in mi se bomo na kosu res zelo globoko povezali z vsemi vodami. Pa še en zanimiv komentar Šanke, kar je poravnano s tem, kar si rekla že prej. Videla sem tudi simbole zvezdnega jezika v ambiotični tekočini. Več kot je bilo simbolov in kod, višja je bila frekvenca duše. Duše otročička. No, res tam, odkudar prihajamo, v tem prostoru, je čaščenje do vode res globoko. V veliko veselje te je poslušati, vse tvoje uvide. Hvala in zagotovo bom s seboj prinesla več fotografij, da bomo lahko začutili še več ob njih. Morda lahko z vodo delamo še na kakšen drugačen način na kosu. Videli bomo, kako se kaj lahko odpre za vse nas. To je čudovito. Morda lahko povabimo ljudi, da prinesejo s seboj steklenico vode, naj imajo vodo ob sebi skozi cel proces, potem pa bodo to lahko odnesli s seboj domov. Pred 2 letoma smo to naredili v Londonu. Mnogi so to vodo, ki so jo imeli ob sebi na delavnici, odnesli domov, potem pa so nam poslali videoposnetek, kako so to vodo zlili v reko ali pa v onesnažen predel. Bilo je res čudovito. En posnetek je pokazal, kako je nekdo zlil to vodo, ki je stekla v vrtincu in takrat res lahko začutiš duha vode v tem prostoru. Absolutno lahko prosimo vse udeležence, naj imajo ob sebi vodo.
in jo boste odnesli domov. Po dogodku lani sem Pregitu in Jules dala malo vode po dogodku, da sta jo odnesla domov v taki majhni steklenički. In ta voda drži energijo. Moja želja bi bila, da če bi lahko za vsako delavnico imeli tako majhno flaško za vse udeležence, ampak to se mi zdi kar zahtevno. Ja, kot nek arhiv, po vsaki delavnici bi imeli take male stekleničke. Marija sprašuje, ali obstaja kozmična povezava preko vode z Lemurijo. Ja, vem, da imajo ljudje, nekateri odprt spomin na kozmične vode Lemurije in Plejadance. Vodniki trenutno delajo z menoj tako, da moram prinesti te kozmične energije in to je to. Ne gre za to, kaj to naredi za nas, ampak gre za to, da je ves čas okrog nas. Mi preprosto smo ta kozmična voda in dopustimo, da se kozmična voda zliva skozi nas. Nekateri to čutijo v svojih fizičnih organih, spet drugi v svojem telesu ali vse okrog sebe. Samo zaprite oči in začutite za nekaj trenutkov. To so kozmične vode. Vprašanja v glavi niso potrebna, kaj ti govorijo o povezovanju z našim virom. To ni miselna oblika, to ni razmišljanje, preko katerega bi se povezali z izvorom. Samo dopustimo, da to dela z nami. To ni umski miselni proces. In zato je delo v zvezdnih vratih povezano s tem, da dopustimo, da čutimo, izkušamo. Ta gospod, ki je rekel, da se počuti kot dojenček, potem, ko je skozi celo življenje v sebi nosil toliko bolečine, ni mu bilo treba razmišljati, kaj čuti v tistem trenutku, samo čutil je in to je to. Samo dopustite, da je ta energija okrog vas, znotraj vas, globok mir. Just being open. Samo odprti bodite. When you begin to open your eyes, opening them and holding this energy. In ko počasi odpirate oči in držite to energijo.
Samo držite to energijo. I have a feeling, Jules, that maybe that we need Občutek to imam, ask Jules, our Stargate astrologer, because it feels like da there's bi something morali happening morda in the vprašati astrology and the water. astrologinjo zvezdnih vrat, kaj se dogaja. Nekaj se Yeah, let's dogaja talk to z Linda astrologijo Yeah, in see if vodo. Linda Ja, can, bomo vprašali Lindo Bird. just bring some of her beautiful wisdom that she always brings in for this time. Mogoče in the tudi next Linda months. lahko Fantastic. pove We kakšno will. modrost Yeah. za ta Maybe you čas, can be ki je on that pred call with nami. us. Absolutely. Awesome. Fantastično. I love Linda. Isn't there a Lindo obožujem. the day after the workshop? Oh, there's an eclipse on the day after the workshop in Cause. Yeah. I'll still be Na there. Kosu bo poseben kozmični dogodek, dan po delavnici. Ja, jaz bom še en dan vedno tam. Bom še vedno tam. Yeah, it'd be interesting to talk to Linda about that. Wow, I was like hearing like a song in my mind as you connected Vprašali us. bomo Lindo, kaj se bo dogajalo. Kot da slišim neko pesem Wow, that was powerful. in videli bomo, I'm kaj actually bo sweating ta now. I've dan. got really, really hot. Yeah. Dan po dogodku bo That's the water mrk, spirit. ampak jaz se pa že zdaj kar It's potim. leaking Ja, out of to my je head. duh You're vode, coming. Wow. kar All the teče mi po unicorns coming really čelu. strong and like blending with the water and like and In then, jaz čutim, kako I prihajajo felt samorogi Alcazar, in but se not to spajajo channel, z just vodo. in Čutila like sem the tudi feeling of being in Alkazarja, channel pa ne suddenly. da bi Like kanalizirala, deep in ampak channel, občutek, but kot with da no sem kar words, it's naenkrat very- globoko v tej povezavi, brez Different, besed. it's a different energy when it comes through. It just holds. There's no need to To je talk drugačna energija, ko pride. Tu ni potrebe, da bi človek govoril. Yeah, Naima. The water Naima cascaded over and pa pravi, within me sparkled a star in my belly, voda se je izlivala igniting my essence po meni, of life znotraj energy. mene. Beautiful. in prižgala zvezdo v mojem trebuhu. Užgala je mojo esenco življenjske energije, čudovito je bilo. Thank you. That's beautiful. Hvala, to je čudovito. So, are there any other comments or questions that Je še kakšen komentar ali morda vprašanje, ki bi ga želeli postaviti, dokler smo še v družbi Siri? Morgin pravi, čutila sem kozmično vodo, kot blažen dež iz duha, ki je očistil mojega duha. Ja, zdelo se mi je kot nežen tok vode okrog mene. Nekateri to doživljajo kot prosojno energijo, včasih pa čutijo, da se energija staka skozi organe. Jaz sledim vodstvu, o tem nočejo govoriti. Vsakič, ko meditirate, samo prinesite to energijo in to se mi dogaja že 2 leti. In veselim se že videti, kako se bo to zgodilo na bolj kognitiven način, če lahko tako rečemo. Okay. Yes. Yeah. Very powerful energy. It washes over you very forcefully. Zelo močna, čudovita energija, ki te izpere z veliko močjo in čutim, kako mi vibrira celo telo. Ja, kot da gre za substanco. Nekaj otepljivega. Na kosu se bomo povezali s kozmičnimi vodami in vodami morja. In to je zelo drugače, kajti navajeni smo le na vode tukaj
Z nami pa bodo čudovita Yeah. bitja, ki bodo delala z nami. Someone saying this was cool was walking and felt a very strong energy. Nekdo as if pravi, I was to je bilo pa approaching res a kul. waterfall, and then putting my head through it as if Hodila through a sem in portal. čutila zelo močno energijo, kot da se Yes. približujem slapu, When we skozi work, as long katerega as we sem work dala with glavo, waterfalls, kot as bi you šla saw, skozi and, portal. there are Ja, beings Sangome that delamo live at the bottom of the slapovi. waterfall, behind the Tam so waterfall, and bitja, it ki is like a živijo portal there. za slapom makes so in much na dnu slapa. To je portal. Ja, to je pa res That's why smiselno. sometimes you'll go to a waterfall and Zato you'll just greš want to get in. včasih Oh, lahko I've got to k get in here. And slapu then other times you're like, in no, preprosto hočeš no, stopiti van, because there's a spet being drugič, there that is pa saying, "This is čutiš, my da territory." je odgovor not ne, coming. kajti tam je bitje, But we ki feel it. pravi ne, zdaj sem tukaj And jaz, sometimes people nimaš don't vstopa feel it, in and človek they to go čuti. running in Včasih and, pa ljudje tega ne čutijo, pa trash se someone's zaženejo v house. slap in potem vstopijo v dom nekoga Question here. in ga razmečejo. I felt like I was drowning and sprašuje. asphyxiated, quite a bad Čutila feeling. sem, So, kot da se what would you say to her? utapljam in dušim, bilo je In that neprijetno. It's a Kaj bi feeling like rekla? that, Makos, is V part tem of this trenutku, ko se birthing tako process počutiš, that we're talking je about. to del So, procesa perhaps rojevanja, o katerem govorimo. Connecting to Morda your birth se poveži and what was occurring for you in your birth. s svojim just ask for rojstvom, those, kako je energies bilo, of waters to be softened, in pokliči in so that prosi this, energije voda naj memory se of zmehčajo, waters may be softer, the cosmic waters tako which da are bo soft spomin and na vode flowing mehkejši. and encompassing In and kozmične opening and vode so creative, mehkejše in are not coming in a feeling so of odprte in which is ustvarjalne, part of how there's a memory within your body. So kaj ti gre za spomin v in this tvojem moment telesu. ask yourself, In če lahko, se v Be tem gentle. trenutku vprašaj, with the birthing oziroma yourself. prosi, through the times that da you've boš come here, nežna glede rojstva, vsakokrat, ko Just si be bila gentle. tukaj. with the birthing of yourself. Samo bodi through all the nežna times you have pri come here. rojevanju sebe. V vsem For tem you are času, meant to odkar be here. prihajaš sem. Sharing Kaj your ti wondrous spirit. namenjajo ti je, da si tukaj in svetom podeliš svojega čudežnega Let us duha. feel that from you. Let us feel that Naj wondrous ga spirit. začutimo tudi mi, naj you. začutimo tega čudežnega duha, ki ga prinašaš. There's a couple of people have been asking, can we join you in Egypt? Nekaj ljudi Unfortunately sprašuje, not. gremo Well, not lahko in z vami v person, but Egipt? live Nažalost stream, ne. Egypt was No, v živo ne, ampak preko full prenosa in pa less than lahko. one day, with 90 Egipt more je people bil on the razprodan v waiting list, so manj kot I'm sure enem we'll be doing dnevu z another več kot Egypt 90 trip possibly ljudmi next na year. čakalni We'll see listi in tako what the sem guides prepričan, da bomo mogoče že how drugo things leto align. spet šli v Egipt. Okay, so Videli bomo, kako se bodo stvari poravnale. I want to show series Evening in Greece is also going to be live streamed and in person. Večer, ki ga bo vodila Siri, bo tudi na voljo v Like with all prenosu. of the other speakers, you can sign up for just her evening, or you can get the all Lahko se access prijavite pass samo na njen večer and ali go pa a lot dobite deeper dostop do vseh večerov in greste and also potem še support Siri globlje. in her work. Yeah, all these In s tem all these, podprete tudi Siri pri njenem presenters delu. are not being paid by Vsi the Stargate experience. They are being predavatelji, ki supported bodo by z nami, ne you bodo joining plačani, them for their presentation. So ampak jih boste for vi those people that podprli. are going to be there in person, and for those people Tisti, ki bodo online, tam we v živo, invite you pa to tisti, ki bodo support na these spletu, incredible vabimo people that vas, are da bringing so podprete many different te skills izjemne and energies ljudi, ki prinašajo to support them toliko and their različnih work veščin as in they're energij. supporting this gathering Podprite tudi njih pri njihovem delu, from around the world. kot bodo oni So
podprli to we would naše suggest that globalno you sign srečanje. up for the pass that includes Yeah. all of these people. So the all access Predlagamo pa pass vam, will da scroll si up. kupite dostop do vseh And there's predavanj. the lineup, so to speak, of all the people that are going to be with us. And they're all Tu so vsi Sorry. naši Indeed, I was just going to say, gostje, I ki don't bodo know z nami. how it's unfolding, but it would be really wonderful if there Ne was vem, a way, kako because se if vse you think skupaj about odvija, having ampak Robert čudovito and bi also bilo, your other guests, če pomislite, with da je the z nami sound. Robert, pa še There drugi is such a gostje. potential of working with the zvokom. waters with that also. Tu je velik well, potencial, absolutely. da I delamo mean, z they're gonna be vodami there, tudi and if you tako. ask them Ja, to work with you seveda, in saj that bodo way, I'm tam in če sure jih boš they'll be more than prosila, happy da to. delajo s That'd be teboj na beautiful. ta način, sem Absolutely. prepričan, da They're se all bodo odzvali. brilliant, really. Yeah. Čudovito. Yeah. Vsi so briljantni. So the invitation for all of you, if whether you're going to be there in Vabilo person or torej za gonna be vse following vas, us če online, boste tam v živo sign ali up pa for the, boste z nami all access pass, preko support spleta. these people and their work. Prijavite se, And similarly, podprite you can sign up for te the ljudi in online njihovo delo. Stargate Obenem pa aspect. se So lahko there's two prijavite different live streams happening tudi in na Greece. spletni aspekt the main Zvezdnih event vrat. with Torej Pragit and v I, Grčiji where, imamo dva aspekta. Glavni uh, dogodek We'll z be live menoj in streaming 2 Pragitom. or 3 sessions every day, and then there are the evening sessions with Vsak the dan featured bomo šli v speakers. Some of živo, them are dvakrat evening ali and some of them are trikrat, afternoon. potem pa If you're zvečer coming to cause in person, oziroma there's no need to popoldne sign z up for the gosti. main live stream, Če prihajate na but kos, the all se vam ni access treba prijavljati pass na you glavni would need to prenos. sign up Na for in vse order to come to all ostalo, the featured speakers in zato pa se person boste morali and prijaviti, also da get boste access to lahko the live stream. prisostvovali v So, živo recording. na vseh dodatnih Yeah. zadevah, The live stream pa dobili all boste access tudi pass is dostop also an all za access person prenos pass for in person. na netu. So No that's in ta essentially the way that it works, and you'll be supporting all of these prenos beautiful vam people in omogoči sharing their tudi gifts and dostop v coming to živo. S cause. tem boste podprli vse te ljudi, da bodo lahko podelili svoje darove in prišli na kos. Ah, Thank you, thank you, thank you, thank you to everyone who's come today. I Hvala feel like all lepa these vsem, people ki ste danes sitting with z nami. us here in the Čutim space. vse te Stella. ljudi, ki And sedijo you're z nami confusing people tukaj v because tem you're saying the prostoru. presenters aren't paid. What Pragit is saying is they're not being paid Pragit, zdaj si pa directly zmedel ljudi, by ker si rekel, the da Stargate ljudje ne bodo Experience. dobili They're plačano. receiving Torej, Stargate what Experience comes ne bo through as people plačala sign up teh for gostov direktno, their presentation. ampak So njihov they are being prihodek paid. bo let's make iz this really naslova clear. prijav. Important. Alcazar Naj bo zdaj res to stressed jasno. the importance of community. Alcazar je And so poudaril, instead kako of pomembna je charging skupnost. 7 or 8 or 900 In dollars namesto, for a da bi week-long zaračunali workshop, it's 700, 800 dolarjev za tedensko delavnico, je 111 evrov, kar pokrije tudi stroške, da sploh lahko organiziramo vse skupaj. Predavatelji, gostje ponujajo svoje storitve in ne bodo dobili plačila iz vaših prispevkov. Torej, ko se boste prijavili na njihovo delavnico, pa bodo dobili teh 25 dolarjev. Torej, dobili bodo nagrado za svoje delo preko našega prispevka. Tu gre za skupnost in podporo drug do drugega. Na tisoče dolarjev je prispevala družina Zvezdnih vrat Stargate okrog sveta, da smo lahko pomagali tistim, ki se soočajo s finančnimi težavami. Vaši prispevki so pripomogli k temu, da bodo z nami tudi tisti, ki sicer ne bi mogli na pot. In to si tako zelo želi Alcazar, da spoznamo, da gre za skupnost. Ne gre za to, da bi se oklepali svoje energije, v kakršnikoli že obliki. Ko date, je to pretok. Ko dajate in prejemate, je to ista energija. Ko torej date, se eksistenca steče k vam, tako ali drugače. In res je pomembno to razumeti. Pomikamo se v novo realnost. In ta celoten proces, to naše druženje na kosu, ko bomo skupaj v teh podpornih energijah fizičnih oseb in vseh vodnikov, ki jih bodo prinesli s seboj, gre za podporo drug drugega, ko rastemo skupaj.
In tu ne gre za to, da bi služili denar. Stargate Experience je darovala več kot $100,000, da bomo omogočili ta dogodek. In zato vas res vabimo, da pomagate. 80 novih ljudi je prosilo za finančno podporo, da bodo lahko z nami. Tudi če ne morete priti iz različnih razlogov v Grčijo, če ne morete biti fizično z nami, lahko še vedno podprete nekoga, ki pa lahko potuje. Greste na našo spletno stran. Jules, boš ti povedala, kako to gre. Naša ekipa za podporo bo dala v klepetalnico direkten link. Lahko greste na registracijsko stran in person in poskrolate in lahko donirate malo denarja in ta isti znesek bo potem dala Stargate Experience. Torej, če date $20, bo človek dobil $40. Vse skupaj gre zelo hitro. In če boste dali nekaj denarja, boste podprli resničnega človeka, da bo lahko potoval na Kos. In zato vam toplo priporočam, da to naredite. Je pa prostor tudi za vas, da ste z nami v živo tam. Na strani vidite vse informacije, kako dati podporo, kako zaprositi za podporo. Prosim, pridite, opolnomočimo drug drugega. Bodimo skupaj. Sole je zdaj objavila link. Če želite podpreti druge udeležence, imamo pa tudi e-mail, nekdo pravi, jaz sem dala prispevek, ali lahko dodam zdaj še malo več? Absolutno, lahko. Če ste že kaj prispevali, pa bi še vedno radi pomagali, dobrodošli, kajti še vedno je 80 ljudi, ki bi radi malo podpore. Zanje imamo prostor. Imamo prostor za ljudi, ki si želijo priti, pa si tega ne morejo privoščiti. Oglasite se v sebi, ali je morda to nekaj, kar bi koristilo vam. Imamo pa že 900 oziroma 1000 ljudi bomo manifestirali, kajti obstaja razlog, zakaj Alcazar prosi za tako številko. Tako da bomo lahko pomnožili efekt za človeštvo. Nekdo sprašuje, Siri, kakšna je tvoja spletna stran? siribarker.com. Thank you. I wanted to say a big thank you to you, Brigitte and Jules, for what you've just offered. Hvala lepa obema, Brigitte in Jules, za to, kar sta ponudila. Kajti, ne vem, če kdo opazil, ampak ko je Jules rekla, dodali bomo isti znesek, je njeno celo bitje zasijalo. Sijeta iz te možnosti, da lahko delata, kar delata. Hvala vama, da sta odprla prostor za to, da ljudje lahko sprejmejo in dajo, da smo res lahko v tem prostoru skupnosti. Hvala vama. Res, res. Hvala. Mi vaju povzdigujemo. Ta projekt Zvezdnih vrat Stargate je tako zelo čudovit, kaj želi narediti za človeštvo in za vsakogar od nas individualno. To veličastno popotovanje ponovnega prebojenja. Morgin pravi, ne morem priti, ne morem biti v družbi tolikih ljudi, zato bom dala še en prispevek. Hvala, Morgin. Pa poglej zdaj to, ne morem biti v družbi tolikih ljudi. Mogoče pa je čas, da pustiš, da se to raztopi z tvojega polja. Ne gre to stran, ne gre to ven, vse je možno. Vse naše omejitve morajo oditi. In samo mi smo tisti, ki se jih oklepamo. In lahko rečemo, ja, težavo imam zaradi telesa ali tega ali onega. Ja, ampak vse to ustvarjamo sami in vsi smo zdaj povabljeni v to, da izstopimo iz svojih omejitev, ne glede na to, kako se že manifestirajo. In vem, da se nam zdi nemogoče. Ampak to ni res. Monika nekaj piše, kar je kul. Toliko kitov je danes obdalo Cape Town.
pa tudi vode Zanzibarja, kar je pa res neobičajno v tem trenutku. Beautiful. Yeah. Čudovito. Okay, well, I think it's time to bring this beautiful experience to a close. Mislim, da je To be čas, continued. da to čudovito izkušnjo Indeed, and sklenemo. tomorrow we're on with Robert In Coxon, zgodba who se bo brings nadaljevala. live music and Jutri also čakamo Roberta his Coxona, own ki bo form of what igral v is živo, essentially pa tudi svojo lastno higher obliko consciousness that tega, comes kar je v through him osnovi in words. višja And he has zavest, been ki doing prihaja Qigong skozi for njega v besedah. many years. On dela Qigong He's že incredibly let. connected to the field, which is what you feel when you're listening to his music. je He started izjemno to povezan speak s poljem from in to that čutiš, space of ko his poslušaš connection njegovo to the field. glasbo in So začel je he's gonna govoriti iz bring tega that prostora njegove to povezanosti s presentation poljem. tomorrow. I'm really looking forward to it. In tudi So, thank to you, bo Siri. prinesel Thank na you svojo to the predstavitev beautiful jutri, ki se že Stargate zelo family veseliva. that's Siri, growing and hvala, growing hvala and growing za, around the world. I wanna hvala say, Siri, thank you for za your čudovito družino zvezdnih vrat, ki soul, raste thank you širom for your sveta. wisdom, Siri, želela sem ti reči for hvala za tvoje your srce, dedication, dušo, thank you for modrost, everything that you've been through on your journey. predanost. You're one of the most Hvala ti za čisto compassionate vse, people skozi I've kar ever si šla na svojem popotovanju. Si ena najbolj sočutnih so much, oseb, kar jih Jules. poznam. So Hvala. many blessings to you both Hvala, and to Jules. every single person listening Toliko to this right now blagoslovov and in pošiljam any moment. vama in Thank you, vsem, thank you, thank you, ki thank you. nas Let us poslušate together zdaj in a ali beautiful way. kateremkoli trenutku. Hvala lepa, bodimo skupaj. Okay, take care. Much love to you all. Hvala, Bye for now. bodi dobro, veliko Bye. ljubezni vsem vam. Nasvidenje, adijo vsem.